Dobrodošli v novi epizodi podcasta Posavskega obzornika. Danes smo v novem ambientu in z nami je Katja Mrzelj, sanitarna inženirka, ki je lani tekmovala na lepotnem tekmovanju Miss Slovenije in pa tudi napisala svojo knjigo letos, a ne? Lansko leto. Lansko leto napisala, sorry. Svojo knjigo z naslovom Je vse slabo, res samo slabo, v kateri je opisala stiske, s katerimi se je soočala in v bistvu pot k ozdravitvi. Ja. Zdravo, Katja. Živijo. Hvala, da si prišla, da si vzela čas. Hvala za povabilo. Najprej bi ti rada čestitala, v bistvu prebrala sem tvojo knjigo in tudi mene se je res dotaknila. Tako da čestitam ti za pogum v bistvu, da si upala napisati tako osebno izpoved. Pa če te lahko najprej kar vprašam, o čem si pisala? Je nekad moja izpoved, zaradi tega, ker sem šla skozi 3 leta, približno 3 leta, 3 leta pa pol čez eno težko obdobje. In na začetku sem jaz moje misli in moje občutke je pisala en tak mali rumeni zvezek. In pa sem jaz videla, da vse skupaj ima nek pomen. Poleg tega, da ima pomen, je pa to tudi meni ful pomagalo. Jaz vsakič, ko sem se usedla pa sem začela pisati, sem se na nek način začela čistiti. In na ta način sem jaz pol tudi ugotovila, da nekaj z mano ni v redu. Tako da bi jaz rekla, da je zgodba moja dokončno zdravitev, da sem se rešila vseh težav, ki sem jih takrat imela. Imela sem motnje hranjenja, bila sem v enem takem začaranem krogu vadbe, prehrane, odnosa do telesa. Poleg tega sem imela še slabo samopodobo, ker je bila pač posledica tega, in pa bila sem še v eni zvezi, ki danes mislim, da mi je dalo ogromno, ampak v tistem trenutku pač sem jaz vse drugače gledala. In sem se na koncu odločila, da jaz to vse napišem na papir, napišem v lepo obliko. In sploh ne vem kako, ampak čutila sem, da jaz moram to dati ven, da mora to še nekdo prebrati, ena taka Katja, ki je izgubljena, ki ne ve, kaj bi sama sabo, oziroma ne najde neke rešitve, da mogoče to knjigo ona prima v roke, ali pa da primajo to v roke njeni vrstniki, starši, svojci in pač taki osebi pol začnejo oziroma ji nudijo neko pomoč in oporo, da prileze iz tega ven. Ja, še enkrat čestitke. No. Jaz mislim, da se res lahko marsikdo poistoveti, sploh s tematikami, ali pa vsaj eno izmed tematik, no, ne vem, mogoče nezdrava zveza ali pa mogoče slaba samopodoba, ki sta kar v bistvu nažalost v porastu, se mi zdi danes. No. Torej, v bistvu nisi imela nekega plana, da bo to že knjiga že iz štarta. Ne. Okay. Ful je prišla spontano. Tako sem rekla, jaz sem imela najprej ta rumen zvezek. In meni se zdi, da če bi jaz imela plansko, da bi se usedla za računalnik in začela pisati, ne bila tako iskrena in tako iskreno napisana, kot je danes, ko sem jo pol tudi izdala. Ker sem pa mnenja, da če ima nekdo take težave, če se sooča z določenimi težavami, problemi, ne smeš olepševati, moraš povedati čista dejstva in pač realne občutke, ker če boš ti nekaj olepševal, pa ne, pa se je bilo v redu, se ni bilo tako hudo, ne boš s tem nobenem pomagal. To je pol neka romantika ali pa pač neka komedija, ko jo napišeš, ampak če hočeš ti nekom pomagati, moraš napisati brez filtra. Ja, točno, dejanska dejstva. Ja. Koliko časa pa je trajalo pol v bistvu? 3 leta si omenjala, torej odkar si začela v tisti rumen zvezek pisati, do dejansko same izdaje knjige, je minilo več let, predvidevam? Ja, vse skupaj se je začelo, ko sem se začela soočati s prvimi znaki s težavi, je bilo leta 2020, 2024 sem jo pa izdala. Ampak jaz nisem takoj začela, jaz se nisem takoj zavedala, Katja, s tabo pa nekaj ni okej, jaz sem si ful časa zakrivala. To, da sem že začela pisati stvari v zvezek, je bilo vsaj 1 leto potem, ko sem jo že zapredla globoko v težave. Zdaj, pa te je bilo kaj strah odziva ljudi, oziroma to, da dejansko nekaj tak osebnega napišeš, da se razgališ in da to daš nekomu, da kupi. Je ta
teža tega, da mogoče je pa to nekomu bo pomagalo, pretehtala nad tem, ojoj, zdaj jaz delim res tiste svoje pač temne kotičke ali pa temne točke življenja. Ni me bilo toliko strah odziva, kaj si bojo mislili. Itak je bil strah prisoten zaradi tega, ker da sem jaz imela težave, to ve mali krog ljudi. In pač ljudje smo taki, da zakrivamo, da smo ves čas tako na socialnih omrežjih kot pred drugimi, ki niso v tem našem krogu ljudi, da je z nami vse v redu, da smo super, da smo vedno najboljše volje, da nimamo težav. In iz tega vidika mi je bilo na začetku, mi je bil izziv, da bom jaz to dala ven in bom s tem razgalila najbolj skrite delčke, ko sem se trudila 3 leta jih zakriva, da je vse v redu. Ampak po drugi strani mi je pa tako si rekla, pretehtalo to, da če bo pa ena oseba, če bo to eni osebi pomagali, je to meni največ vredno. Mi je ta empatija in ta pomoč do ljudi pretehtala to, kar si bodo drugi mislili. Ker sem mnenja, da če boš nekaj naredil, bo vedno se najdu nekdo, komu ne bo všeč, ali ko nekdo, ki ti bo hotel nekaj slabega narediti, se bo upičil eno stvar, ampak na koncu moraš ti stati za sabo in stati za tem, kar si naredil, in jaz stojim za tem, kar sem napisala, izdala, in vse, kar sem povedala, napisala, je bilo resnično, in s tem sem pač sebe prikazala še v drugačni luči, ko me večina ljudi pozna kot najbolj nasmejano, pa vedno dobre volje. Jaz mislim, da si se prav odločila. Yes. Zdaj pa nočem preveč izdati podrobnosti vsebine knjige, ker itak je namen, da si greš kdo to prebrati po današnji epizodi, ampak vseeno se bomo dotaknili tematik v knjigi. Torej, knjigo si pisala kronološko, torej začela si s svojim otroštvom. Torej, rekla si, napisala si, da se vse začne v otroštvu, da vse izvira iz otroštva in da je to zelo pomemben čas. Kako pomembno je bilo zate tvoje otroštvo in pa mogoče figure, ki so bile takrat v tvojem otroštvu? Jaz iskreno nisem vedela, da ima otroštvo tak globok pomen, dokler nisem šla do terapevtke, ko mi je ona vse to obrazložila, in sem pol tudi začela drugače gledati na vse te stvari. Pač v otroštvu otrok, ko je mali do 3. leta, približen, on pač sam je kot taka spužva, vse nabira, tako dobre in slabe stvari. In ti, ko razmišljaš samo s čustvi, ko nimaš razuma, pač ti ne veš, kaj je bilo dobro za tebe, kdaj je nekdo dober mislil, kdaj je nekdo slabo mislil, ti pač takrat samo odreagiraš, ali ti je to všeč ali pa ne. Ampak v podzavesti se pa vse to gradi in se nabira. In jaz sem odkrila, da sem imela res lepo otroštvo. Mislim, jaz sem že vedela, ampak tudi po tem, ko smo s terapevtko predelale, ni bilo ene same stvari, da bi rekla, ta me bo pa res zaznamovala. So pa tle bile osebe, ko so mi zaznamovale odnose, to se pravi, kako jaz gledam na moške, na ženske, zaradi tega, ker sem imela močne figure postavljene, ves čas sem imela ob sebi močno moško figuro. Torej, tudi v knjigi je zelo močno opisan odnos z mojim dedijem, ker smo spletla tako globoko vez, da sem še danes hvaležna, da sem imela možnost z eno osebo že kot mala punčka stkati take močne vezi, da tudi danes na moške gledam kot dobre osebe, da nisem imela prve močnega odnosa z moškimi slabega, ker v prihodnosti, v življenju bi lahko jaz gledala na moške kot na slabe, zaradi tega, ker sem imela prvo izkušnjo tako slabo. Na drugi strani sem imela pa tudi zelo lep odnos z ženskami. Jaz sem bila ogromno z mojo teto v mladosti in pa moja mama je bila ves čas prisotna in sto mi res ukovale, da so pač ženske res zaupanja vredne, da so močne in da se na njih lahko zaneseš. In jaz sem mnenja, da preden kogarkoli sodimo, da moramo pogledati tudi, kak je imel prej odnos do žensk, do moških in kak je imel sploh on otroštvo. Zaradi tega ne bom pozabila, ko sem bila na eni terapiji, ko mi je terapevtka rekla, vse osebe, naprimer serijski morilci žensk,
pa ne da upravičujem karkoli. Ko so delali raziskave, večinoma so imeli zelo slab prvi odnos žensko, ali da ga je mama tepla, zaničevala, karkoli, in zato je on v podzavest dobil, ženske so slabe in zato je v prihodnosti ubil sam ženske, ne moških. Ne iz tega, ker je videl eno osebo, ti mi nisi všeč, ampak sem zaradi tega, ker si ženska, ali pa obratno. Torej, v otroštvu nisi imela nekih težav z samopodobo, rekla si, da si imela lepo otroštvo. Kdaj bi pa rekla, da so se pol začele te težave z samopodobo ali pa z hrano nasploh? Mislim, tudi v otroštvu jaz sem bila vedno taka visoka, pa močnejša. In sem jaz sekala iz okolice, ker pač v prvem razredu tudi fantki, vsi so manjši, pač punčke malo hitreje zrastemo in me je to vedno motil. In celo življenje mene motil moj trebuh in moje rolce okoli trebuha. Tako da imam že od malega sem imela te male zanetke, da se lahko nekaj razvije. Pa so pa tle tudi te izjave, ko sem prej rekla, da niso bile slabo namerne, ampak so na meni pustile pol čez 15 let en odsev, da so me odpeljale v eno pot. Pač ena izmed teh izjav je bila, ko mi je dedi skozi govoril, jaz si želim manekenko na dolgih nogah, ko se bo vedno smejala. In jaz, ker sem imela toliko močno vez z dedjem in je bil on moj idol in bi naredila vse, samo da sem lahko bila z njem, te besede so bile neškodoželjne. On je pač sam želel, da sem jaz vesela, pa bi me imel rad, ali če bi imela 100 kilogramov, ali če bi bila majhna, ne vem, da se ne bi skozi smejala, jaz bi bila še zmeraj njegova punčka. Ampak te izjave so moje podzavesti pol čez 15 let, ko sem dobila priložnost v manekenstvu, zbudile ta torej, trigger. Bi rekla, da je bil začetek manekenstva pol nek začetek prepada. Zdaj v knjigi si opisala klic z manekensko agencijo oziroma modeling agencijo kot klic, ki mu lahko rečem zadnji potisk v globok in dolg prepad. Mi lahko malo pišeš svoje začetke v modelingu in kako je pol to, kaj je pol sledilo temu v bistvu? Bila je korona. Bil je čas, ko smo bili zaprti in je bilo meni vmes malo dolg čas, ker sem taka, da imam rada skozi, da se nekaj dogaja. In sem rekla, ajde, bom se jaz prijavila na niso castingi, pač izpolniš eno prijavo, pošlješ 3 slike in to je to. Jaz sem to v maju poslala, jaz sem pozabila, bilo je poletje, bila je jesen in smo bila takrat s takratnim fantom na dopustu in jaz dobim mail, da sem jim ful všeč, da bi me radi spoznali, da ne se oglasim pri agentu in da bomo videli, kak dalje. In jaz sem najprej gledala tisti mail, sem tako, o čem se pa gre. In potem sem se šele spomnila, jaz sem to enkrat poslala. Na začetku je to tako, da ti prideš do tega agenta, se pogovarjaš, on te preslika, premeri, pač naredi vse, kar morajo. Slike so najprej, da si oblečen, čist v črno, pa moraš iti tako v kopalkah, da se vidi res, kako postavo imaš. In vem, da takrat sem jaz prvič videla unžvilski meter, da se uporablja za nekaj druga, kot pa za merjenje oblek. In on meni z unim metrom tam meri, jaz nisem vedela, kaj uni centimetri pomenijo. Jaz ga gledam in on, ful si mi všeč, ful imaš lep obraz, ful imaš dobro energijo, ampak se vidi, da imaš športno postavo in to verjetno ne bo šlo čez. Jaz sem pa tako, ok, v redi. Vem, da mi je takrat rekel ožji pas, pa ožji bok. Jaz sem tako, ok, v redi. Vem, da takrat sem šla s kolegico, smo šle takoj potem jesti, je rekla, ne, on ti ne bo govoril, kako moraš ti izgledati, gremo me jesti. Dobra kolegica, moram reči. Ampak takrat se je meni začel odvijati film. Jaz sem pozabila na te besede, da je meni dedi govoril, da si želi manekenko, ampak jaz sem se takrat po tem prvem srečanju začela spominjati na to, kar je meni dedi govoril. In jaz sem si po enem potihem ful želela, da bi jaz dejansko postala manekenka, da bom jaz uresničila njegovo željo, čeprav iskreno verjetno ni bila želja, da bi dejansko bila manekenka.
Ampak potem, ko mi je on vse to povedal, sem rekel, ok, mene tako ne bojo sprejeli, pač sem premočna za njih. V redu je, bomo šli dalje. In jaz sem na to malo pozabila. Vem, da sem pol ležala en večer, si naštimam film in mene kliče neznana številka. To je tako, je opisano klic usode. Ja. Jaz dvignem telefon, se javim in on živijo, ne bom poimensko, jaz tako, ja, veš, smo se pogovarjali, ker to je itak več, ful si nam všeč, ampak to je bilo tako okoli novembra, decembra, do poletja imaš čas, da zgubiš, jaz sem imela takrat 69-68 cm pasu, 65 prideš in to je bilo to. Jaz sem pa tako, ok, šokirana, vesela, preletim v kuhno, povem mamici Natiju in ona dva sta tako. Me sam pogledala, ok, če si ti to želiš, te bomo podpirala. Zato, ker sta verjetno tudi že ona dva videla, da nekaj ne štima pri tem. In takrat se je pa res začel ta padec v globok greben. Jaz sem takrat poiskala vse možne programe online, ko so bili. Moramo vedeti, jaz sem takrat še aktivno trenirala odbojko, sem imela treninge odbojke. Zakupila sem si 2 programa, torej zjutraj sem naredila enega krajšega, tako približno pol urce, sem šla vmes na sprehod, ko je bil 5 do 6 kilometrov, sem šla na trening, kjer smo mi skakali, vse pa že trening te uniči, pa pol, ko sem prišla domov, oziroma večinoma je bilo pred dejanskim treningom odbojke, sem pa še en hit ali pa kardio naredila, ko je trajalo tako 50 minut do 1 ure, po treningu pa še en sprehod, 5-kilometrski. In to se je res nabiralo, pojedla sem pa vse skupaj mogoče po 1300 kalorij, kar je vse pa od tega je bila sam sadje pa zelenjava. In tisto je pol res začel strmo padati in takrat sem se začela počasi zavedati, po ene pol leta. Torej pol leta si vsak dan tako trenirala, kako si opisala, torej v bistvu skoraj vsako minuto, razen ko si spala. Sem bila aktivna, ja. In jedla, si rekla, skoraj nič, opisala si svojo rutino v knjigi, torej v bistvu lahko poveš, ne vem, kako je potekalo tvoje jutro ali pa kako je recimo potekal tvoj dan, kar se tiče prehranjevanja. Ja, zjutraj sem se lepo zbudila, sem spila mlačen kozarc z limono, sem šla na WC, prišla nazaj, naredila ta prvi trening, pa sem imela vsene kosmiče, ko so bili z ograma natančno natehtani, ne bom govorila, ker je totalno premalo, to je za enega dojenčka dost. Pa sem si preštela gor, koliko je lahko malinc, jabolko, nikoli nisem ne pol, sem tako vedno na četrt ali pa tretjino rezala, pa čisto drobno narezala, da bom čim dlje imela občutek, da sem veliko pojedla. Po zajtrku sem večinoma imela faks. Sem bila na faksu. Edina ta prednost, oziroma prednost takrat je bila, da nismo bili v Ljubljani, da smo imeli vse online. Potem, ko smo končali s predavanji, ali je bil to takrat sprehod ali trening, to je bilo odvisno. Če sem imela približno 1 uro časa med predavanji, sem šla na sprehod, to je bila res hitra hoja, da sem jaz prišla čim prej nazaj. Pa sem pojedla kosilo. Pri nas doma sta se takrat kuhala 2 kosila, torej za mene, pa za vse ostale. Ampak za sebe sem mogla sama kuhati, ker nisem zaupala, da bi kdorkoli drug meni deval noter, ker nisem pa imela kontrole na tem, koliko olja, koliko maščobe ali pa testenin bo nekdo dal na krožnik. Pol je sledil trening odbojke in pol ali spet sprehod, treningi tako. Vse je bilo isti krog. Dan, vse je bilo enako. Še jedla sem večinoma enako. Pa si imela v glavi nek cilj, zdaj do poletja jem tako, da ne vem, zgubim tistih ne vem koliko centimetrov, potem pa bom normalno jedla, potem pa bo vse ok. Ali kaj je bil nek tvoj cilj takrat? Jaz sem hotela čim prej zgubiti tiste 4 centimetre. In to v enem mesecu je to zdaj še manj, bom jaz v 2 mesecih tam. Ampak ni. Pač to je, telo ne more več dati več kot tok iz sebe. Tako da je bil prvotno cilj, da bi jaz čim prej izgubila centimetre, ne kilograme. Centimetre. Okay. Pa si se takrat zavedala, da je to bolezen, da je to motnja. Kdaj je bil tisti nek klik,
to pa ni v redu. Ne vem, je bilo to nek fizična stvar, ali ti je v glavi naredilo nek preskok, to pa nisem v redu. Hvala Bogu, ni bilo fizičnega, nisem imela nobene poškodbe. Sem se pa začela zavedati, ker meni je zelo hiter menstruacija šla. Jaz sem imela konstantno redno menstruacijo in meni, ko je prvič zamujala 14 dni, sem se itak ustrašila, kaj če sem noseča. Ja. Nisem pomislila na to, kaj je nekaj s tabo narobe. Ne, nekaj druga je. In ko je meni izostala menstruacija pol leta, sem bila tako, nekaj ni okej. Jaz nekaj ne more štimati, če jaz nimam osnove, kar ženska more imeti. Nisem še v menopavzi, nisem stara 50, ne morem je kar zgubiti. In takrat sem se začela zavedati, da mogoče je pa nekaj narobe s tem, kar jaz delam. Jaz sem prebrala ogromno člankov in vse in sem se v vsakem tem, ko so bile opisane motnje prehranjevanja, sem se našla noter. Sem vedela, ja, jaz to sem, ampak si nisem priznala. Jaz sem si še zmeraj nekako zakrivala, ne mogoče pa jaz nisem to, bomo še malo počakali. In ko sem jaz pa dejansko vedela, da nekaj ni v redu, da je kriva moja teža, je pa prišlo to, da sem pač prvič hotela na glas povedati, da nekaj ni okej. To je bil pač prvi klic na pomoč, dajte mi pomagati. Pa če se gremo še malo nazaj v tem času, ti si rekla, da si vedno nasmejana, da si pozitivna. Kako si pa takrat bila? Kako je to vplivalo na tvoje odnose? Jaz si ne predstavljam, da bi imela kaj energije, če bi živela na tak način, kot si ti takrat živela. Jaz sem bila kot taka megla v svetu. Tako, zjutraj sem se zbudila, mi je bilo vse odveč, ampak sem vedela, ne, pač moraš iti trenirati. Jaz sem oboževala šport, zdaj sem, hvala Bogu, nazaj dobila to strast, ampak meni je bilo vsako gibanje, treninge, odbojke sem oboževala, odbojko. Jaz sem jo sovražila, ker sem vedela, jaz moram iti tam, ampak sovražila sem je iz tega vidika, ker nisem imela kontrole, kdaj bom jedla. Jaz sem imela prav ure. Ob 8, 20:11, ob 2, 20:04, ob 6, 7, jaz sem imela tako obroke, ampak vmes, ko sem imela trening, nisem mogla jesti. In jaz sem takrat nisem imela energije, da bi se zdvignila iz posle, kaj šele, da bi jaz imela energijo, da bi se s komerkoli družila, pogovarjala, karkoli. Pa so kaj rekli tvoji bližnji ali pa tvoje prijateljice, so ti rekle, si okej, je vse v redu s teboj, ali kako si to handlala? Zdaj vidim, da osebe, ko so mi takrat, ko so pogruntale, so še zmeraj v mojem življenju. Meni sta starša konstantno govorila, ampak itak staršev ne boš takrat poslušal. Botrca mi je konstantno hotela pomagati, pa najboljša prijateljica in še ena ful dobra prijateljica so mi konstantno govorila, da nekaj ni okej, Katja, sprav se v red, lej, to pa to delaš, ampak jaz jih nisem hotela slišati, ampak so bile pa konstantno z mano in mi hotele, oziroma ne hotele, so mi nudile oporo, čeprav sem bila jaz kot taka megla, so še zmeraj bile tam, pa niso rekli, ok, zdaj te imamo pa dosti, mi se ne bomo s tabo ukvarjali, pa da so šle. Mogoče so v bistvu čakale, da ti prideš do njih, pa da se ti najprej zavedaš in da te pač pol ti naprej pomagajo, seveda. Ni pa to bila edina stiska, s katero si se v tistem času soočala. Opisuješ tudi to svojo nezdravo zvezo, ki si jo že omenila, pa če se lahko malo še tega dotaknemo, to je potekalo, če kronološko gledamo, približno ob enakem času, ali ne? Ja, zveza se je začela že pred tem. Medva sva bila skupaj že več kot 2 let pa pol. Pol je bil pa pač v tem obdobju. In tako sem prej rekla, da tiste osebe, ko so mi takrat ful stare v oporo, so še zmeraj danes z mano. Tako sem rekla, da sem rabila ful res energije in poguma, da sem jaz prvi osebi povedala, da nekaj ni v redu z mano, je bil on. Ampak jaz takrat nisem dobila reakcije, ko bi si jo želela. Jaz, če bi takrat prestopila ali do najboljše prijateljice, ali do staršev, do svojcev, kogarkoli, vem, da bi bil odziv drugačen, ker je bil drugačen čez 4 mesece, ko sem pa ni dejansko povedala, kar so si že vedeli. Kak pa je bil njegov odziv? Nočem
govoriti grdo o komorkoli. Tudi iz tega, ko si me vprašala, če mi je bilo malo nelagodno izdati knjigo, mi je bilo samo iz tega vidika, ker sem pač mogla dati sebe ven in dejanske stvari, ki so se dogajale. Ampak odziv je bil tako, si ga jaz nikoli ne bi želela. Šla smo na sprehod in sem se obrnila k njemu in sem se tresla. Tresla, noter sem se tresla, ker me je bilo strah povedati na glas, ker sem vedela, da če bom jaz na glas povedala, da je to res. In jaz se obrnem k njemu po več kot pol sprehoda in mu povem, jaz si želim pridobiti nazaj kilograme, zato ker nimam menstruacije. Meni je pa takrat glavni rdeč alarm, da nimam menstruacije, ker si neskončno želim enkrat postati mama. In sem vedela, da če menstruacije ni, tudi tega ne bom mogla nikoli doživeti. In se sem tako obrnila in me pogledala, pa kaj misliš, bi 20 kg težja, kaka pa boš. Sem pa tako, ok. In takrat sem se spet zaprla. Sem rekla, ok, če je to oseba, ki jo imam jaz najraje na tem svetu, ki bi mi mogla stati v najslabših trenutkih z mano, mogoče je samo v moji glavi in jaz taka moram biti, ko sem zdaj. Mogoče bom res grda, me ne bo imel rad, me bo pustil, če bom jaz dobila nazaj kilograme. Ampak jaz takrat nisem obupala, jaz sem upala te članke, ko sem brala, sem jaz vse njem pošiljala in je bil sam tako, to niso moje skrbi, to je tvoje. In po vsem tem, ko sem jaz 2-krat probala povedati nekom, sem se spet zaprla in sem spet pala dol, še globi v eno tako jamco. Kaj pa je bilo pol tisti res nek preskok, da si rekla, jaz moram to povedati, če ne bom, ne vem, če bom tako nadaljevala, bom shirala do konca. Ne vem točno, kako je prišlo do tega, ampak smo bili pri stricu na rojstnem dnevu in smo ostali samo moja starša, botrica pa njen partner. In jaz sem sam naenkrat, sedeli smo in jaz sem sam planila v jok. In itak so vedeli, zakaj jokam in takrat je bilo meni, edino jaz hočem povedati, da nekaj z mano ni v redu, jaz sem na glas povedala, jaz nisem ok, jaz se skozi obremenjujem s tem, kaj pojem, preračunavam si, jaz grem od mize, jaz sem lačna, ko mi čakam, da bom čez 3 ure spet jedla, nočem iti na nobena praznovanja, ker vem, da bo tam ogromno hrane in se jaz ne bom mogla zadrževati, pomagite mi. In s tem, ko sem jaz to dala ven, pravim osebam, hvala Bogu, da sem imela še moč, da sem jaz še enkrat to povedala, takrat se je pa počasi začel, da sem jaz dala tehtnico stran. Ampak ni bilo pa še to da bom jaz ozdravila, ker je bilo še 1 leto, da sem jaz pol. Ampak vseeno, verjetno si se ful lažje počutila, že sam s tem, da si dala to ven in da si dobila ti nazaj odziv. Tako sem si ga želela, tako bi ga oseba mogla dobiti takrat. Ker to je tak najbolj ranljiv trenutek. Človek je tako, da nima kože in ko ti to daš ven, rabiš nekoga sam, da te objame, pa da ti pove, da bo vse v redu. Kaj pa s tem fantom si še dlje časa pol ostala, tudi po tem njegovem odzivu, ali kak je ta vajna zveza potekala? V knjigi opisuješ, da najprej je bilo vse v redu, pol so se pa začeli te neki slabi vzorci, ali kak ne rečem. Potem smo bila še več kot 1 leto skupaj. Dokler jaz nisem res začela delati na sebi, da sem jaz tudi šla do terapevtke in pa ko sem jaz šla s tem mišljenjem, da hočem se ozdraviti, hočem nekaj doseči, ker vem, da če se jaz takrat ne bi odločila, da grem do terapevtke, bi verjetno bila jaz v bolnici zaprta zaradi tega, ker se ne bi več mogla ostati. In ker sem šla s tem, jaz si želim se ozdraviti, naredila bom vse, ker to je borba. Ti, ko delaš sam na sebi in ko odkrivaš vzorce in iz preteklosti in spoznavaš sam sebe, to ni najlepše obdobje, to je res težko, ampak je na koncu koncev pol tudi vredno, da priješ do ene točke. Torej je bil obisk terapevtke res tista neka prelomna točka, ko si začela delati na sebi in v smislu svoje motnje hranjenja in tudi v smislu tega, da si takrat lahko končno pustila tega fanta. Čeprav jaz sem šla takrat z mišljenjem, da se hočem rešiti
rešiti. Pač da hočem rešiti težave s hrano, jaz sem mislila, da je moja zveza perfektna. Pač. To je vse v redu. Nisem jaz sploh se zavedala, da je še ena stvar, ko me ful nazaj drži. To sem pol tekom terapij odkrila, da če bom jaz dala vse stran oziroma če bom začela poslušati sebe in svoje občutke, bom jaz tudi se lahko ozdravila. Kjer pa so bili neki ključni koraki k ozdravitvi? Zdaj v knjigi jih bolj natančno opisuješ. Mogoče lahko za podcast približno poveš ali pa jih opišeš ali pa vse začneš s prvim. Ja, v prvi vrsti je to, da sam se priznaš, da s tabo nekaj ni okej, da pač da ti nisi takšen, kot si želiš biti in da ne da si sam priznaš, ampak da začneš aktivno delati na sebi. Pri meni je bilo to, da sem najprej povedala na glas, s tem sem povedala, z mano ni vse v najlepšem redu in pol, da obiščeš neko strokovno pomoč. Veliko ljudi se še boji terapevtov, da so še zmeraj mnenja, tudi jaz, ko sem povedala, da grem do terapevtke, pa to ni psihiater, psiholog, to je dejansko sam terapevtka, ki je tudi sama šla čez težka obdobja in se je odločila, da bi ona pomagala ljudem. So bili odzivi, ja, se nisi za psihiatrijo, se s tabo je vse v redu. In so pa še vedno v ozadju ta mnenja, da če greš do terapeuta, da si šibek. Ampak meni se zdi, da če se ti odločiš, pa greš prostovoljno, je to samo odraz tvoje moči, koliko si ti sposoben in koliko ti ceniš to, kaj si in s tem pokažeš res svojo moč. Poleg tega so pa meni ful pomagali. Pa če sem imela svoje take rutince nove, ker sem imela slabo samopodobo, sem si mogla tudi velikrat povedati, da se imam rada, kar mi je bilo ful težko na začetku. Je bila ena vaja, ko sem se mogla postaviti pred ogledalo in si reči, da se imam rada in jaz na začetku sploh nisem mogla tega reči. Ampak pol, čez čas, ko dejansko ti osebnostno zrasteš, lahko sam sebi tudi rečeš, da se imaš rad. Kar je največ vredno, ker če ti ne boš imel sebe rad, ne boš mogel imeti nobenega druga. Pa si kdaj prej krivila samo sebe ali pa tudi med obiski terapevtke, si pol nekako odpustila ali kako je s tem? Ti si moraš, da boš sam sebe sprejel, si moraš tudi veliko stvari odpustiti. Jaz sem si mogla odpustiti to največ, kar sem jaz delala s svojim telesom in to, čez kaj vse sem jaz telo spravljala. In ko sem jaz čutila, da sem jaz šla čez to, da lahko rečem oprosti, Katja, oprosti telo, tudi v knjigi je na koncu to opisano, sem lahko tudi sama sebi rekla, ok, zdaj sem se pa sprejela, taka, kako sem in če me bojo ostali sprejeli, toliko boljš, če ne, pa glavno, da imam tiste osebe, ko mi največ pomenijo, da me imajo rade tako, kot sem, z vsemi napakami, ker vsak jih ima. Imaš mogoče kak praktičen nasvet za nekoga, ki je v podobni situaciji, ali je to slaba samopodoba ali pa karkoli s tem povezano? Da se čim več pogovarja o tem. Ne zadrževati te stvari v sebi, zaradi tega, ker se pol sam kopiče, tudi če ena mala malenkost, ena mala stvar, ko misliš, da je nepomembna, jo povej. Ko jo boš enkrat na glas povedal, boš mogoče ugotovil, da ni bila toliko nedolžna in ne si pa dela tega, da zadržuješ, ker v eni točki boš sam eksplodiral in telo ne bo mogel in bo na en način bo odrazil, da rabi pomoč. Ali bo to motnje hranjenja, ali bo to, da se boš skregal z vsemi, da pač ne boš mogel iti več v svet. Zaradi tega, ker nobena stvar se ne začne z eno malo malenkostjo, ampak se vse skupaj gradi in bolj kot to čistimo, bolj kot to povemo, rešimo stvari, lažje bomo oziroma ne bo prišli do tak težkih zadev, ko lahko pride. Koliko časa pa je trajalo to čiščenje, tako ti rečeš, oziroma ozdravitev? Zdaj, ko se pogovarjamo,
pa ko si rekla, da si pol začela imeti sama sebe dejansko rada, to zveni vse skupaj kar hitro, ampak v bistvu mislim, da to ni bilo tako hitro, koliko časa je to vse skupaj pol trajalo. Pač dejanske terapije so trajale, da sem jaz, januarja sem začela, marca sva s fantom končala, ampak to ni bilo ok, zdaj sem jaz zaključila eno poglavje, zdaj sem jaz zdrava. Jaz sem rabila še par let, da sem se sprejela, nekatere stvari še danes nisem sprejela in delam na tem, da jih bom, ampak ni pa nekega unga časovnega obdobja, da rečeš, toliko pa toliko časa je trajalo, da sem jaz lahko rekla, da se imam rada, da se pač sprejmem tako, kot sem. Meni se zdi, da se to celo življenje moraš delati na sebi in graditi na tem, ampak ne pa reči, da sem prišel do ene točke in zdaj je to, kar lahko dosežem. Zdaj velikokrat slišim, pa tudi sama lahko potrdim, da kdorkoli je imel kakšne težave ali z svojo samopodobo ali pa z hrano ali pa s čim podobnim, da nekako nikoli ni čisto 100% zdrav, da v bistvu včasih se pojavi nekje zadnji v glavi še kar ta misel, ne vem, sem danes preveč pojedla ali pa joj bi mogla več, ne vem, telovaditi, karkoli. Kak je pri tebi trenutno? Rekla si že, da celo življenje v bistvu gradimo in popravljamo neke stvari ali pa neke vzorce. Kak bi za sebe rekla? Jaz lahko iskreno, če sem bila v knjigi iskrena, lahko tudi zdaj povem, pač meni še zmer ogromno krat pride, pa si rečem, Katja, lej, zakaj moraš imeti tak trebuh? Dej, pejt dvigen rit, pa pejt telovaditi. Še zmer so te, ko mislim, da nisem dost, ko sploh, ko vidim, ko imam neko, ali ko so hormoni, ali pred menstruacijo, ko vidim neko rolco, ali pa pač celulit, sem tako, dej, Katja, sprav se vred. In pol sram me je, ampak si včasih želim, da bi bila spet toliko suha, čeprav vem, koliko sem se nikakvo počutila. Ampak v tistem trenutku sem tako, pa si izgledala sem pa dober, čeprav nisem, ne. Tako da to se pol še pride redko in jaz zdaj vem, kako si pomagati, zaradi tega, ker sem delala na sebi in vem, da je to en vzorec, ko se mi bo ponavljal celo življenje, ampak imam zdaj načine, kako se s tem spoprimam in vem, da bo to v enem dnevu ok in da ne bom zapredla nazaj. Na kak način pa si recimo pomagaš? Je to z pisanjem ali da, tako si rekla, ne vem, da si govoriš lepe stvari oziroma afirmacije ali kak drug način? Včasih se posnamem, Okay. pa si pol za nazaj pogledam in si sam mislim, Katja je bilo. Včasih pa tudi kaj napišem, zato ker mi je pisanje še zmeri toliko blizu in pač je moj SOS, klic v sili in pač začnem pisati in pa vidim, da je to samo v moji glavi, da ni realno tako, da imam ob sebi vse, kar sem si kadarkoli želela in da so to samo ne misli, ko pridejo, pa pač grejo. Kaj pa, če gremo zdaj malo nazaj na modeling? Pri zgodbi, ko si govorila, sva ostali v tistem poletju. Kaj je bilo pol takrat poletja? Si zaključila takrat z modelingom ali si še nadaljevala ali kako je bilo? To je bilo, ko sem prej omenila, da sem jaz družini povedala, je bilo maja. Pred poletjem, ko so oni rekli, da bojo mene polet kontaktirali in sem jaz rekla ne. Katja, ni neki s tabo v redu, ne boš, pač jaz sem začela nazaj jesti, nisem več tehtala, ampak sem približno vedela, česa, koliko je, pa še zmer nisem jedla čokolade, jaz nisem 2 leti sploh čokolade okusila. Še zmer je bilo tako omejeno, ampak malo spuščeno. In pa so me klicali junija, da imajo za mene eno delo, da rabijo samo moj obraz in sem tako, ok. In se je šlo za novo linijo Sabrina Charm. Se po mojem velikrat vsi vidite na poličkah, ampak ne veste, da sem dejansko jaz. In takrat smo imeli slikanje za nove platnice. Torej za barve za lase. Za barve za lase. Tako da je bil to moje prvo delo, ko ga lahko še danes vidim in se pač vedno pol spomnim na ta klic. In pa sem mislila, ok, mogoče pa ni prav, da neham. Klicali so me, dali so mi pogodbo, brez da so me zmerili, čeprav so rekli, da moram toliko pa toliko izgubiti. Jaz sem podpisala pogodbo
in pa sem sam čakala, kaj se bo zgodilo. Torej, v bistvu, če ponovim, niso te niti zmerili, Ne. čeprav si se ti v bistvu toliko časa trudila, da bi izgubila pol tiste centimetre. Ja. Pa si imela pol še veliko izkušenj z modelingom ali si hitro pol to zaključila naprej? Imela sem še eno modno revijo, pa slikanje za poročne obleke. To je to. 3 službe sem imela in pa so malo pozabili na mene, po moje. Ja, kaj pa, če se dotaknemo zdaj še tekmovanja Miss Slovenija. Lani si bila finalistka Miss Slovenija in dobila si tudi naziv Miss Simpatičnosti, če sem prav zasledila, čestitam. Kako to, da si se prijavila v bistvu na to tekmovanje, glede na tvojo preteklost in glede na to, kaj to tekmovanje promovira? Oziroma vsaj jaz kot nek laik povezujem lepotno tekmovanja, torej z fizičnim izgledom, tudi, ne vem, mogoče kakim merjenjem, kopalkami in tako dalje. Kako to, da si se pol prijavila na ta tekmovanje? Prijavila sem se iz tega vidika, ker sem imela jaz absolventa in sem vedela, da bom imela ful časa, tako sem čisto na začetku imela, jaz moram skozi neki imeti. Sem pa jaz pogledala itak zgodovino in zadnjih par let, od 2017, mislim, ali 2018 dalje, ni več lepotno tekmovanje, ampak je dejanski projekt. In mi je bilo zanimivo, ker so sodelovali z različnimi podjetji, od Kronoterma, DV-Softa, Trimarana, to same. In sem bila tako, ok, jaz sem bila skozi v enem krogcu noter, faks, služba, pač to učitniško delo, odbojka. Nisem imela pa te širine, da bi jaz mogoče videla, mogoče mi bo pa marketing všeč, ne vem, mogoče bom jaz v poslovnih vodah, mi bo bolj všeč, kot pa to, kar sem študirala. In ko sem jaz to vse prebrala, pogotovila, da ni lepotno tekmovanje, ker če bi bilo lepotno tekmovanje, se ne bi prijavila, ker mi pač niti malo ni to všeč. In sem pač izpolnila prijavnico, takrat so nas pol povabili na kot neke razgovore, da nam predstavijo projekt in kot je Jelka, nosilka licence, nam povedala, o čem se gre in kaj se bo delali in to, da ni, da si sam lepa boš tam prišel, pa se malo nasmejo pa šel, ampak da bomo dejansko mogle delati na način, da bomo spoznavale podjetja, spoznavale Slovenijo, smo tako, ok, to pa bi šla. In pol je bilo to 1 leto pa 3 mesece, se mi zdi, moje življenje. Da sem pač posvetila tudi tem, da sem odkrivala malo druge smeri, ne samo to, kar mi je bilo že poznano. Kako je pa točno potekalo? Torej, kaj točno ste delali tisto 1 leto in 3 mesece? So poslovni partnerji, glavni, in na začetku smo imeli vedno obisk podjetja, da so nam oni predstavili, kaj sploh delajo in s čim se ukvarjajo, in vsako podjetje nam je dal nek izziv. Naprimer, pri Kronotermu smo mogli najti nekoga, ki uporablja toplotno črpalko, posnet z njim intervju, in ga posnet in napisati, narediti, zmontirati video in pač poslati to podjetju. In tako je on dal izziv, jih je dal, ne vem, tudi to sama. Smo mogli karkoli narediti z njihovimi produkti, mogli smo si začrtati neko linijo, kako bi mi naredili neke darilne pakete in v takem smislu. In v bistvu je pol celo leto smo mi spoznavali podjetja, z njimi sodelovali in potovali po Sloveniji, ker je najprej je bilo celoten projekt postavljen v Loško dolino, pa v Lendavo. Kjer je bilo pa najljubše podjetje za sodelovanje? Svaj. Sem zasledila, da tudi še danes sodeluješ z njimi neki? Ja. Okay. Jaz jih itak spremljam, oziroma sem z njimi od leta 2020, ko je Petra začela in mi je bila na en način ful čast, da sem lahko bila del tega. Torej, dobila si naziv Miss Simpatičnosti. Kaj ti ta naziv pomeni in kaj točno je ta naziv? Oziroma, kako se oceni nekoga, da dobi ta naziv? Meni je to iskreno zelo lep naziv, zaradi tega, ker smo si ga punce podelile med sabo. Mi smo bile skupaj, tako sem prej rekla, 1 leto in 3 mesece in v tem letu se ti ne moreš, v tem času se ti ne moreš pretvarjati, si kak si.
ko imaš kakšne slabe momente, dobre momente, smo bile tudi večkrat, da smo bile po več dni skupaj in takrat nimaš filtrov. Ko si utrujen, ko ti nekaj ne paše, takšen si. In na koncu, da so mene in Tjašo, bile smo dve, izbrali za Miss Simpatičnosti, je bilo meni, začutile so mojo pristnost in to, kakšna sem, kar je meni največ vredno. Noben drug naziv, lenta ti ne more dati tega, kar ti si. Torej bi rekla, da je bila to pozitivna izkušnja in da si veliko iz tega odnesla. Ja. Ni pa to na kak način poslabšalo, recimo, ne vem, mnenja o svoji samopodobi ali pa kakršnihkoli težav, ki si jih prej imela. Ne, ker tako sem rekla, ni lepotno tekmovanje, nismo imeli nobenih kopalk, noben nas ni meril, nič. Ti si prišel oblečen, lepo si se uredil, kar je primerno, ni bilo pa, da bi te kdorkoli ocenjeval, da bi se počutil kadarkoli golo. Kaj pa o tem misliš? Nedolgo nazaj, par mesecev nazaj, so v bistvu na splet prišle obtožbe na račun nekaterih lepotnih tekmovanj oziroma takrat še tekmovanj, zdaj projektov, ki so bile povezane z neprimernim vedenjem fotografov, pa organizatorjev, poslovnih partnerjev. Je bila tvoja izkušnja na kakršenkoli način slaba ali pa lahko to potrdiš ali pa ovržeš? Jaz lahko to čisto vržem, ker mi smo imeli fotografa, ki je bil spoštoval je vsako, niti mal kazal znakov, da bi na kakršenkoli način hotel karkoli več od organizatorjev, sploh ne, poslovnih partnerjev, pa tudi ne, ker so pač vsi podjetniki priznani in se noben ne bi spustil na tako raven. Torej bi rekla, da takrat nekaj let nazaj, ko si rekla, da se je v bistvu to preimenovalo iz lepotnega tekmovanja v projekt, da se je tudi takrat verjetno pač so se končale te stvari, kakršnekoli so že bile. Verjetno. Tako sem rekla, nisem naprej spremljala, jaz sem pogledala samo malo za nazaj in karkoli bom rekla, se bom zlagala. Jaz lahko sam povem, čez kaj sem šla to leto, da ni bilo niti mal, da bi karkoli bilo narobe. Zdaj v bistvu smo že pri koncu podcasta. Jaz imam za tebe še nekaj hitrih vprašanj, na kjer lahko odgovoriš tudi počasi oziroma tudi na dolgo. Kaj bi sporočila Katji izpred 5 let? Da se vse zgodi z razlogom in da sprejem vsak trenutek, ko ti ga bo življenje dal. In ne glede na to, če je v tistem trenutku misliš, da je nekaj slabega, lahko na koncu potegneš ogromno dobrega in ne se pač zapreti v ta krogec, mali mehurček, da itak gre vse narobe, da ni vredno, da kadarkoli naredim karkoli sebe. Bi še kdaj napisala kako knjigo? Ja. Saj ne bo več na tej tematiki. Pod vprašanje, o čem bi pisala? Iskreno ne vem, ker meni se zdi, da tako je ta knjiga prišla spontano, bo verjetno tudi, če bo kakšna naslednja, prišla nenačrtovano. Si bolj jutranja ali bolj nočna ptica? Jutranja, absolutno. Jaz ob 9 spim. Kaj je tvoj idealen dopust? Nekje na morju, vsako ogromno teraso, da lahko jaz treniram, da lahko izvajam pilates, zaradi tega, ker aktivno delam na tem, da bom imela svoje tečaje in da pač je vse v easy in da imam sabo zraven bodočega moža. Pa čez par let upam, da tudi kakšne otročke. To je pa moj idealen dopust, da smo vsi skupaj v krogu najbližjih. Lepo si zdaj med hitrimi vprašanji odprla še eno kratko temo. Jaz sem tudi zasledila, da si certificirana pilates inštruktorica. Si želiš delati kaj v tej smeri naprej, oziroma da bi mogoče pomagala drugim preko gibanja vzljubiti svoje telo, tako si ga ti verjetno? Ja, to je bil tudi glavni cilj, da sem je začela. Upam, da bo konec poletja prišla ven tudi spletna stran. Ampak sem si želela, da ni to nek tipičen da se osredotočimo samo na vadbo, ampak si želim, da je to nek varen kotiček, kjer se bo vsak počutil varno,
Tako da bojo poleg vad, bojo tudi recepti, ki ne bojo fit recepti, pač bojo bolj uravnoteženi, zaradi tega, ker tudi sama sem taka, da si želim jesti uravnoteženo. In pa zraven bojo tudi blogi in vlogi in dala bo možnost, da se odpirajo teme, da pač mi kdo napiše, v kateri temi si želi, da se razpišem in na ta način, da se res vsak počuti varno. Ker to je en izmed izzivov, ko ga bom jaz dala ven, je tudi ta izdaja te spletne strani, zaradi tega, ker bom jaz se razgalila na ta način, da bom jaz trenirala v topku in hlačah, kar ti ne moreš zakriti kjerkoli, ali celulita ali rolic. In na ta način, ko bom jaz nepopolna, želim tudi videti, da noben ni popoln in da s tem ni nič narobe in da to ni omejitev, da ti zdaj ne moreš trenirati in se počutiti dobro, če pač ne izgledaš kot en iz reklame. Torej si res zelo celostno vse skupaj zamislila, ne samo recimo neki posnetki vaj in to je to. Ne, ampak to, da imamo res nek varen kotiček in da se vsak počuti dobro v tem. Neka skupnost torej. Tako. Jaz te zelo podpiram in evo, je že ena bodoča uporabnica, lahko rečem, da se zelo veselim. Evo, še eno vprašanje, kaj te pa spravi v dobro voljo, ko imaš slab dan? Prijatelji in prvi vrsti Filip. Torej, zaročenec? Zaročenec. Čestitke za zaroko. Tako, vedno, ko sem slabe volje, bom pač vedno poklicala Filipa ali pa bo pač sam videl in je samo to, da me nekdo stisne. Pa vem, da bo vse ok. Najlepša hvala, Katja, da si prišla, da si vzela čas in predvsem, da si delila s vsemi nami še v taki obliki, torej ne samo v zapisih. Verjamem, da mogoče včasih je še težje dejansko to povedati, kot pa ne samo zapisati, čeprav tudi tisto je pohvale vredno. Tako da hvala ti lepa za obisk. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi. Hvala za vabilo, meni je bilo super, tako da upam, da bo tudi vsem ostalim dobro. Ja.